Tokrat o tretjem pasu, drugem tiru in zadnjem kilometru. Peljali smo dva Lexusa, NX in ES, pa Megana Conquesta, Forda Mustanga, Mach-Eja in Opla Mokko. Spoznamo pa tudi velikega Takumi mojstra, ki na koncu produkcijske linije preveri, ali so super zmogljivi roboti svoje delo opravili dovolj natančno. In zelo zgodaj bova morala vstati. Pozdravljeni v avtomobilnosti in lep pozdrav iz jutranjega Kočevja. Ura je 6:33, David bo čez nekaj časa skočil na vlak, jaz se v službo odpravim z avtom. Torej, ponovno bomo zagrizli v temo dnevno-časovnih prostorskih migracij. In vmes, ko se prvi medvedi prebujajo, se vi verjetno sprašujete, zakaj smo v Kočevju. Tudi jaz. Lahko bi se namreč odpravili iz katerega koli drugega mesta, recimo Kranja, Novega mesta, pa tudi Maribora ali Kopra. Ampak mi danes štartamo iz tu, ker vemo, da ko prideš bliže Ljubljani, nekje nastaja konica in tam jaz računam, da bom Andreja ujel. V državi, kjer imamo 1,2 milijona avtomobila na 2,1 milijona prebivalcev, bi moralo biti vprašanje dnevnih migracij na delo in nazaj ključno okoljsko in gospodarsko vprašanje. No, moje ključno vprašanje pa je, koliko je ura, da ne zamudim slučajno vlaka v Ljubljano, ker drugače lahko samo še štopam. Mimogrede, a sploh še kdo štopa? Ja, seveda. Tako po starem postaja spet moderno, kot prek aplikacije prevozi.org. No, ampak to je pa že drugo mobilnostno vprašanje, mogoče za drugo tematiko in kakšno drugo oddajo. Jaz hitro letim na vlak, Andrej, ti pa srečno pot v zastojih proti Ljubljani. Se vidiva. Veliko dnevnih migrantov v Ljubljano pride z teh koncev. Ampak zakaj smo začeli pot ravno v Kočevju? Iz dveh razlogov. Prvi je ta, da so se v Kočevju, tako kot na primer tudi v Kranju, lotili reševati težave prvega kilometra. Se pravi, začetka naše poti, kako iz občine oziroma iz širšega območja čim bolj udobno priti do začetka naše poti, se pravi do, v tem primeru, železniške postaje. Bodisi pridemo do tja z avtomobilom, zato potrebujemo parkirišče. Bodisi pridemo z nekom drugim, se pripeljemo z deljenimi prevozi, gremo s skirojem, kolesom, celo peš, če smo dovolj blizu. In to je ta izziv, ki se imenuje prvi kilometer. Potem pa pride še do zadnjega kilometra. In ta zadnji kilometer je v domeni občine oziroma kraja, kjer delamo. V našem primeru je to Mestna občina Ljubljana. Drugi razlog, zakaj smo se na jutranji vlak usedli prav v Kočevju, pa je zato, ker so po dolgi pavzi, po skoraj pol stoletja, skozi Kočevje spet spustili vlak. In s tem novim vlakom, in ko se voziš z njim, ti je tako jasno, zakaj v svetu toliko vlagajo v te povezave. Tišina, prostornost, urejenost, svetla kabina, polnilna mesta za telefon, tablico, računalnik pomenijo, da med vožnjo, temu rečemo, dobivamo čas nazaj oziroma ga ne izgubljamo. Andrej v svojem avtomobilu ga zdaj na primer izgublja, ker se lahko orientira zgolj na vožnjo. Jaz pa lahko ta čas uporabim, da malo pobrskam po internetu, odgovorim na kakšen e-mail, morda naredim kakšen službeni klic ali pa sem na Instagramu. Pa smo pri težavi zadnjega kilometra. Vlak me je pripeljal do glavne železniške postaje v Ljubljani. Jaz imam do svoje končne destinacije RTV-ja še nekaj metrov, ampak če nisi relativno blizu postaje, potem je v Ljubljani recimo avtobus
izbira tako, saj bi z avtobusom recimo na drugi konec Ljubljane potreboval ravno toliko, kolikor sem recimo z vlakom ali celo z avtobusom do te točke. Se zavedamo, da tudi z novimi vlaki, z razširjeno ponudbo, z vsem, kar lahko razmišljamo znotraj okvirov železniškega prometa, za potnika še nismo naredili vsega. Bistveno je tudi to udobje, kako on dejansko pride na postajo, kako iz namenske postaje odide v službo in kako se vrne po obratni poti. Seveda je pa tudi hkrati to pomembno, da se na nek način z razširjanjem ponudbe javnega prevoza. S tem sozvočijo tudi celostne prometne politike večjih mest, delujejo na način, da zapirajo mogoče centre mest, okolice fakultet za cestni prevoz, posebni prevoz, da omogočijo mogoče samo za alternativna goriva vozilom dostop in da omejijo tudi število parkirnih mest, ker z večjo ponudbo se še same od sebi tudi ne bojo spremenile potovalne navade. To je vedno z roko v roki. Ali so to zastoji, ki nas prepričajo v nasprotno, ali je to omejitev parkiranja, ali so cene parkiranja, ali je enostavnost uporabe javnega prevoza, ali je to cenovna dostopnost. Pač več je teh gradnikov, s katerimi se lahko neka prometna politika usmerja v smer, katero želimo. Mi moramo potnikom preprosto ponuditi več. In kaj jim bomo ponudili več storitev, boljše storitve, bomo naredili en gradnik k temu, da se potem lahko počasi zapirajo mesta za cestni osebni prevoz, da se določene površine namenijo urbani mobilnosti. Pot z avtom ima drug problem, ki ga vsi zelo dobro poznamo, njegova rešitev pa nikakor ni enostavna. Za razliko od drugega tira, tretji, četrti pa naj bo tudi peti vozni pas, ne delujeta enako učinkovito. Velika in očitna prednost vlaka je, da iz periferije pride naravnost v center mesta. Pri avtu težava nastopi na obroču. Ne glede na to, s kolikšnim številom voznih pasov pridemo do mestnega obroča, ko pridemo do obroča, se stvar zoža na en vozni pas, na en izvoz. Problem najlažje ponazorimo z lijakom. V velikem in širokem curku prihajamo iz periferije proti mestu. Ko trčimo ob obroč in mestni jedro, pridemo do ozkega grla. Zato nastane zastoj. Ni pretoka. Kaj pa, če ne bi šli vsi ob istem času? Na ta način bi razredčili število avtomobilov, ki se zgostijo samo v nekaj urah celega dne v tistem ozkem delu grla, da bi bil pretok lahko tekoč. Andrej, jaz sem sicer 10 minut že tukaj, ampak sem jo pa vsaj čas iti po kavo, ki je sicer mrzla, ampak so pa vsaj rogljički od včeraj. Kot običajno. V tem pa je problem, ne v starem rogljičku, to se še da kako rešiti, ampak problem zadnjega kilometra. V takih primerih, kot je Davidov, ko je od železniške postaje v centru mesta do njegove končne na televiziji služba oddaljena slabih 500 metrov, je zmagovalec vselej vlak. Ja, ampak se pa zavedam, da bi bilo drugače, če bi imel jaz službo v Dravljah, Šiški, Črnučah, na nekem drugem koncu Ljubljane, kjer bi moral za nadaljevanje poti vzeti taksi oziroma avtobus. Ali pa skiro, kolo, ali pa katerokoli od drugih multimodalnostnih orodij, ki so danes na voljo v mestu. Takrat raje posežemo po avtu. Zato pa je infrastrukturno in razvojno gledano tako zelo pomembno, da mesta rešijo mikroproblem, ki je v resnici makroproblem. Problem prvega kilometra, kako priti do železniške postaje, in problem drugega kilometra, zadnjega kilometra od železniške postaje do nekje v mestu, kar ni center. Veš, kdo pa je zares zmagovalec? Tisti, ki ne zamuja na sestanek. Ostanite z nami tudi po kratki pavzi, ker prihajajo avtomobili. Predstavimo novega močnega igralca na polju luksuznih športnih terencev Lexus NX. In električnega športnega terenca Mustanga Mach-Eja in Megana Conquesta.
NX je popolnoma nov, kar 95% delov je novih, tukaj ni nobenih ugank. Luksuzen športni terenec, še posebej, če je hibrid, je danes na trgu zelo iskana roba. Na drugi strani je ES, ta je še vedno dovolj atraktivnih oblik, da lahko z manjšimi popravki več kot zadrži tempo z najboljšimi v klasičnem, limuzinskem, poslovnem razredu. In to je to. No, to nikakor ni to, ker to je Lexus. Da bi lažje razumeli, kako pri tej znamki razumejo razvoj svojih modelov, pa moramo stopiti korak nazaj in predvsem v sobo gospoda Toyode. Ko je Toyota sklical svoje najpomembnejše člane uprave, jim je rekel takole: odločil sem se za projekt F1, Flagship No. 1. Na koncu je bila to znamka Lexus. Nobenih bližnjic ne bomo jemali, naredili bomo po starem, tako kot je prav. Če bo težko, bo težko. Poglejte Mercedes, BMW, Audi, Jaguar in druge plemenite alfa samce. Najdite njihove šibke točke in naredite boljši produkt. Finance niso problem. Na koncu so porabili več kot milijardo. 60 dizajnerjev, 24 različnih razvojnih ekip, 1400 inženirjev, 2 milijona 700 tisoč prevoženih testnih kilometrov. Kaj pa to? Ko so po nekaj letih končno našli najboljšo kakovost lesa in usnja, so kupili Mercedes razreda S, BMW razreda 7, jih zapeljali v ameriško puščavo Arizono, pustili steklo, odprli vrata in pustili tam stati 2 meseca. Zraven je stal prototip Lexusa. Po 2 mesecih je bila konkurenca že zelo utrujena. Lexus po 3 še kot skoraj nov. Zgodb, kolikor hočete, ampak z današnjim Lexusom NX nas poveže ena – zgodba luksuza. Ker luksuz ni en, v tradicionalnem avtomobilskem smislu poznamo 2 – ameriškega in evropskega. Evropski seveda ni en, je nemški, francoski, italijanski, britanski in tudi skandinavski. Japonci pa so poskusili najti skupno točko luksuza. Takrat in danes se je luksuz v tem času kaj spremenil? Seveda je luksuz lahko tudi produkt, ampak v osnovi je luksuz storitev. Luksuz je način življenja, če želite, ne? In to je naša vizija pri Lexusu. Nuditi stranki, kupcu, uporabniku naših vozil tudi luksuzno storitev. You have life on board is becoming very, very important. So we really aim to help the driver feeling at home in the car, also feeling at home when he goes to see the retailer, the dealer, and having a service which is also personalized. We believe that is really essential to ensure a proper experience for the customer. Če potegnem paralelo sedaj na produkt, lansiramo Lexus NX. Prvič lansiramo tudi Lexus NX Plug-in. To je za nas zopet nek način luksus. Razvili smo najprej najboljši hibridni sklop. 4. generacija, odlični rezultati. Več kot 50% vozimo na električno energijo. Naslednji korak je plug-in. In tukaj smo drugačni, po mojem, od konkurence. Moje mišljenje je, da je konkurenca šla napačno pot. Najprej elektrika, potem plug-in, sedaj ga opuščajo, ker se bojijo, da ne bo subvencij. Mi subvencij ne potrebujemo. Imamo odlične ali pa najboljše plug-in vozila in verjamem jutri, ko pride UX, popolno električen UX, da bomo imeli tudi najboljše električna vozila. Potegne pod črto in po prvih prevoženih kilometrih lahko mirno rečemo, da je Lexusu z NX-om uspelo še enkrat narediti velik korak naprej. Čeprav je manj tako vibracij kot hrupa v kabini, pa je na drugi strani še povečal svoje vozniške športne dinamične lastnosti in praktičnost v kabini. Vse Lexuse, tudi novega NX-a in tiste, ki bodo v začetku prihodnjega leta zapeljali na naše ceste, pa tako s tradicijo kot preteklostjo in razumevanjem luksusa povezuje gospod veliki mojster Tsuki Sugayama. Na koncu super robotizirane linije Lexus počaka veliki mojster. Z nežnim dotikom in ostrim očesom že 30 let preveri, ali so roboti svoje delo opravili dovolj natančno.
Tudi to je luksus. Posebno obvestilo. Po daljšem koronskem premoru vas ekipa avtomobilnosti ponovno z velikim veseljem vabi na skupno testiranje. Tako, po starem, v živo, ne digitalno. Vsaj nekoliko bolj normalno stanje zopet omogoča delovanje tudi sejemske dejavnosti in tako vas skupaj z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana vabimo na sejem Narava in zdravje, kjer smo pripravili prav poseben preizkus 2 hibridnih tehnologij. Namig, ena od teh ima precej pomembno vlogo tudi pri reševanju problemov premagovanja prvega in zadnjega kilometra. Na testu pa se bomo vprašali naslednje: kako največ iztisniti iz bencina, elektrike in hrane. Prijavnico na test hibridnih tehnologij najdete na RTV MMC spletni strani za Vihek avtomobilnost. Se vidimo! No, tale Mustang je precej drugačen od tistega izpred 50 let. Predvsem pa je ob imenu druga oznaka. Namesto enke je dodana črka E. In ta seveda označuje elektriko. Prepoznavno izstopajo dolg pokrov motorja, agresivni žarometi in značilne tridelne zadnje luči. Vse skupaj pa je začinjeno z elegantno in aerodinamično karoserijsko linijo. V notranjosti bolj kot preproste linije in odlični sedeži izstopata 2 ekrana. Prvi z velikostjo 10,2 palca nadomešča klasične avtomobilske merilnike. Drugi z velikostjo kar 39 cm pa je osrčje avtomobila. Prek njega upravljamo praktično s celotnim avtomobilom, izstopa pa komunikacijsko-zabavni sistem Sync nove generacije, za katerega pri Fordu pravijo, da je daleč najboljši doslej in kar 2-krat hitrejši od predhodnika. Tudi v času testa brezhibnem delovanju bo sistem spremljal voznikove navade in uporabo ter se samodejno učil in prilagajal. Sodelovanje pametnega telefona in avtomobila je nadgrajeno do te mere, da sta Apple CarPlay in Android Auto združljiva brezžično. A bolj kot to izstopa dejstvo, da bo kupec lahko pametni telefon uporabljal tudi za odklepanje avtomobila in zagon elektromotorja. In če se izprazni baterija telefona, avto bo mogoče odkleniti tudi s posebno kodo prek tipkovnice vgrajene v B stebriček avtomobila. Izstopata seveda še 2 prtljažnika. Klasični zadnji ponuja v osnovi 402 litra prtljažne prostornine, ki jo lahko z laganjem naslonjal zadnjih sedežev povečamo na 1420 litrov. Ker pa Mustang Mach-E nima klasičnega motorja, je spredaj še en 80-litrski prtljažnik, ki ga lahko uporabljamo tudi za bolj umazane stvari, saj ga lahko enostavno speremo in otočimo vodo ali umazanijo. Kupci Forda Mustanga Mach-E bodo lahko izbirali med zadnjim ali 4-kolesnim pogonom ter med 2 baterijama. Osnovna bo ponujala kapaciteto 68 kWh. Podaljšani doseg pa bo zagotavljala baterija z neto kapaciteto 88 kWh. In poraba električne energije na našem nornem krogu smo za 100 prevoženih kilometrov porabili 16 kW električne energije, kar pomeni, da bi ob enaki vožnji s povsem polno baterijo prevozili 550 km. Baterije se od 10 do 80% na hišni polnilnici z močjo 11 kW napolnijo v približno 6 urah. Če pa polnimo na hitri polnilnici z močjo do 150 kW, pa zadošča 10 minut polnjenja za dobrih 100 km vožnje. Je pa seveda res, da je tako kot pri vseh električnih avtomobilih, tudi pri Mustangu Mach-E veliko čejev. Če imate hišo ali stanovanje z lastno polnilnico,
Če vam pomaga dobra infrastruktura tam, kjer upravljate večino poti. In če premorete nekaj znanja oziroma prilagajanja električni vožnji, čejev ni več. Ste pravi kandidat za električni avto, ki je zdaj lahko tudi v obliki avtomobilske ikone, torej Mustanga. Ime mu je Megane Conquest. In ta Conquest pomeni, da je spodobnih 18 cm oddaljen od tal, da ima SUV-evsko šminko, pa hkrati tudi kupejevski zadek. Da ni samo SUV, kot recimo Renault Kadjar, ampak tudi kupe se seveda najbolj čuti tukaj zadaj, kjer pa kljub vsemu ni tako zelo kupejevsko utesnjen. Še vedno se bodo tukaj zadaj lahko peljali tudi odrasli potniki, seveda, če niso košarkarji. In po primerjavi s kombi limuzinskim Meganom je tukaj prtljažnega prostora bistveno več. Pri Renaultu so torej skombinirali značilnosti kupeja, SUV-ja in limuzine, je pa Conquest hibrid tudi pod motornim pokrovom. Ne, ni priključni, je hibrid, ki baterijo polni sam, brez kablov, izključno med vožnjo. Zakaj je takšen hibrid v resnici fajn? No, zato, ker se potem s takšnim hibridom lahko po mestu vozite umirjeno, električno, tiho. In rezultat te umirjene električne vožnje se bo poznal tudi, ko boste šli na bencinski servis. Takrat boste izračunali, da ima vaš avtomobil pri takšni vožnji poraba komaj 4,5 litra na 100 km. In to je dober podatek. Si pa ne obetajte dinamične vožnje, z večjo maso se Clio hibrid ne razume tako zelo dobro. Pri priganjanju redno tuli in pač ne daje kakih posebnih vozniških užitkov. Ampak saj kupcem to verjetno ne bo tako zelo pomembno. Važno je bolj, da te v njem vidijo. In naj poudarimo, da se toliko glav že dolgo ni obrnilo za kakim testnim avtom. Tudi z zavezanimi očmi bi ugotovili, da je ta avto tesen sorodnik Peugeotjev in Citroenov. No, ampak kako pa njegovi snovalci vseeno skušajo ohranjati rdečo nit te znamke? Pravijo, da želi ta dizajn z ostrimi in naravnimi linijami in tole izstopajočo črno masko spominjati na legendarno Manto, torej na Oplov športni kupe iz 70-ih let. No, ampak nas zanima, če se morda tale karakter odraža tudi za volanom. No, na dirkališču bi bili s kakšnim izmed njenih konkurentov verjetno hitrejši, ampak saj to ni bistveno. Gre za ravno pravšnje doziranje vozniškega karakterja v kombinaciji z lahkotnostjo in udobjem. Osemstopenjski samodejni menjalnik je pri bolj poskočni vožnji spodobno odziven in všeč nam je, da lahko kakšno prestavo nižje vržemo tudi s pomočjo obvolanskih ročic. Palec gor dajemo tudi za uglajenost pri umerjeni mestni vožnji, za nameček pa je tudi ročica v kabini zelo skrita, saj po zaslugi odsotnosti mehanske povezave z menjalnikom resnično ne rabimo večje. In ker želi biti vsaj malo nemški, je ta avto primeren tudi za avtoban. In to predvsem zaradi manj hrupa, za kar gre zasluga predvsem dobri zvočni zatesnitvi in dolgim prestavnim razmerjem. Bo pa pri večjem številu kilometrov dobrodošlo tudi več asistenčnih sistemov. Mi bi na primer izbrali adaptivni tempomat in sistem za ohranjanje vozila na sredini voznega pasu, pa tudi matrične žaromete. Ob zaustavitvi števec porabe običajno pokaže okoli 6,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da ta avto ni ravno varčnež. Sicer pa so tu v notranjosti od starega Opla ostali le volanski obroč in nekaj stikal. No, nam je to všeč, ker imamo po tej zaslugi tu še vedno fizične gumbe za tiste najpomembnejše funkcije. Vse ostalo pa upravljamo in nadzorujemo s pomočjo dveh novih velikih zaslonov. V Moki se bosta najbolje počutila dva. Tukaj zadaj je namreč dokaj utesnjeno, okna so razmeroma majhna in tudi odprejo se bolj malo in po zaslugi teh polnih sprednjih sedežev tudi ne vidimo preveč dobro naprej.
Kljuka za odpiranje prtljažnika je lično skrita. Sicer pa je prtljažnik s 350 ml prostorsko povprečen. No, kar se tiče prilagodljivosti, imamo na voljo dvojno dno in nekaj pritrdilnih mest. Ampak pod črto, praktičnost je v Oplovi družini bolj naloga Crosslanda. Če kdo, so ravno strokovnjaki pri PSI-ju oziroma danes skupini Stellantis pravi specialisti za značajsko razlikovanje avtomobilov, ki imajo v resnici popolnoma enako osnovo. To dokazujejo z udobnimi Citroeni, Opel pa bo očitno izmed te trojice še najbolj dinamičen in v resnici tudi najbolj nemško resen. Kako pomembno je vprašanje zadnjega kilometra in tokrat smo odprli tudi problem reševanja prvega kilometra, pove tudi to, da se tega vprašanja lotimo v vsaki sezoni avtomobilnosti. Brez rešitve tega problema manj avtomobilov na cesti ne bo. No, tokrat smo se poleg zadnjega dotaknili tudi prvega kilometra in dejstva, da bo uspeh javnega prevoza in uporabniškega zadovoljstva z javnim prevozom močno odvisen tudi od mesta na točki A in mesta na točki B, kako bosta poskrbela za avto oziroma ostala prevozna sredstva, multimodalnost na naši poti. Mi bomo z vami spet naslednji teden, lahko tudi z zamikom ali pa na ostalih družbenih omrežjih. Se vidimo. Srečno!